Izključeni člani SDS-a ste se zdaj povezali v klub samostojnih svetnikov, če se lahko to tako izrazim. Še zmeraj nameravate podpirati projekte v tako imenovani neformalni koaliciji župana Franca Kanglerja. Kot ste dejali danes na novinarski konferenci, mene pa zanima, kako je potem za naprej za lokalne volitve, kakšni so načrti? Glejte, mi bomo podpirali projekte, ki bo pripravila mestna uprava in bodo zadovoljili, bi rekel, tako interese občanov, kot tudi seveda nas kot samostojnih svetnikov. Mi ne bomo podpirali projektov župana Franca Kanglerja, bi rekel, brezpredmetno, kar je tudi seveda razumljivo, glede na to, da smo mi med aktivnimi bili in velikokrat tudi dali, bi rekel, tehtne pripombe na te predloge. Kar se pa tiče naslednjih lokalnih volitev, pa lahko rečem seveda 10 mesecev je do volitev, v tem času se bo marsikaj, bi rekel, spremenilo, marsikaj se bodo karte na novo politično mešale in tako, da se pustimo presenetiti. Je možno računati mogoče na vašo kandidaturo za župana? Razmišljate že kaj o tem? Poglejte, seveda zgodba je taka, v politiki je v bistvu vse možno, ampak seveda jaz o tem nisem sploh razmišljal. Mislim, da je ta trenutek pravzaprav pomembno, da vsaj v 2 mandatih župan, bi rekel, te projekte, ki jih je zastavil, izpelje. Zdaj, ali bo on seveda želel kandidirati ali ne, je drugo vprašanje, ampak jaz mislim, da bi moral preprosto zato, da zaključi v drugem delu, torej v drugih 4 letih vse projekte, ki si jih zastavil. Kaj pa priključitev mogoče nekakšni listi kandidatov? Verjetno boste kandidirali še enkrat za mestnega svetnika? Poglejte, jaz sem bil od vseh mestnih svetnikov največkrat prisoten na sejah mestnega sveta in mislim, da si tudi zaslužim še en mandat v mestnem svetu. V končni fazi smo zato izvoljeni, da delamo, da dajemo tudi predloge, pripombe. Seveda vsi tisti, ki pa ne delajo ali pa niso delali, pa je prav, da tudi drugo leto ne kandidirajo. Izključeni člani SDS še verjamejo v vodstvo stranke v Ljubljani, zato tudi članom mariborskega odbora, ki jim menda množično izražajo podporo, svetujejo naj ne izstopajo iz stranke. Jaz verjamem, da predsednik Janez Janša nekaj stvari dobiva v drugi luči. In če je uspelo predsedniku mariborskemu gospodu Pivcu prepričati te svoje, pa ne bom rekel priležnike, daleč od tega, ampak tiste, na katere on želel, da smo v večinem odboru, prepričati o tem, kako smo mi utrjevali robo iz naslova mesečnega kluba svetnikov, ki smo neposredno, ki sodelujemo, katerem je tudi eden izmed tistih, ki je dejansko, o katerem smo prej govorili, ga je uspel prepričati, kako ne bo uspel Janez Janša, lani še predsedoval Svetu Evropske unije, bil predsednik vlade, tako dalje, vse se pa, jaz verjamem, da nekaj takšne podrobnosti zagotovo ni spuščal, ampak ga verjel ljudem, ki jim je pač zaupal.